Lepo pozdravljeni. Asistentka pripravljena? Rodila sem se pripravljena. Moje ime je Arjan Pregl. Tole je moj improvizirani karantenski atelje. Zdaj, čez kakšen teden ali dva bi morali imeti v Mestni galeriji razstavo, ker je začasno prestavljena. Bomo kakšna javljanja iz osebnih prostorov, kreacije naredili in zdaj se jaz javljam z enim tutorialom. Začnimo pa tako, če ste se kdaj vprašali, kako upodobiti čas, recimo. Na to vprašanje so različni slikarji različno reagirali. Recimo, poznamo Gojevo sliko Saturn požira svoje otroke. Saturn kot bog časa, ki požre prelslej vse. Potem imamo, razne kompozicije Memento Mori, zaveda se svoje smrtnosti, kjer so podobljene lobanje, pa na peščena ura izraven, kjer čas odteka. En zelo zanimiv primer je Roman Opalka, poljski slikar, ki je leta in leta, desetletja dejansko vsak dan šel v atelje in počas slikal številke in mu je odtekal čas. Da bo neko sublimno ti slikarstvo bilo, moj čas odtekal na konc, pa ti so strašno zanimive slike. Konceptualni pristop, on Kavara, ki je v določenih dnevih si vzel in zelo natančno odslikal datum tistega dne, potem je pa še izrezke časopisa spravil za isto sliko in tako naprej. Skratka, pristopov je zelo velik. Jaz bom pa danes pokazal en način, kako se naredi sliko iz serije dvakrat dnevno točne slike. To je ena serija, ki sem jaz na prejšnjo razstavi v Mestni galeriji pokazal. Tako da si pripravite kakšno lepo belo platno. Jaz nimam belega platna, jaz sem nekaj starejša platna, ko včasih kakšno barvo, ki mi ostane že tam gor, nanesem. Skratka, radite kakšne barve, lahko vzamete recimo kakšne barve, ki jih je dedek rad prinesel vaši hčerki, s katerimi je delala svojo nalogo za šolo, ali pa imate mogoče svoje barve, kar bi bilo pa še boljše. No in ko to pripravite, se lahko lotite dela. No dobro, takole sem si zdaj pripravil barve, malo stisnil, čopiče, vodo, krpo za risati in dve slike, ki sem jih že prej malo začel. Skratka, vzamete barve in začnete polagati na platno na različne načine. Tako so delali recimo abstraktni ekspresionisti, kar se pravi 70 let nazaj, ker je bila ideja, da barva na platnu precej jasno in neposredno recimo odraža nek umetnikov notranji svet. Se umetnik sooča istočasno z neko neskončnostjo belega platna, ki odraža neko njegovo osebno dramo, recimo in tako. So pa barvo nalagali na platno na različne načine. Lahko so delali to recimo v vertikalnem položaju, lahko so delali to tako, da so si dali platna na tla. Ena od idej tega slikanja na tleh, to je delal predvsem kakšen Jackson Pollock, ali pa kaj je bila tudi, to da je on okrog platna tako rekoč plesal, se gibal in so bile vse te poteze njegove bolj sledi njegovih gibov, seveda imamo velikanska platna, to s tem nima veze, to je čisto en drug tip stvari. Ampak je pa zapisoval v bistvu obliko njegovega oziroma njegovo gibanje po prostoru. In so bile slike nekako sledi tega. Ampak je pa še en zelo zanimiv slikar, nek mal spor, mogoče vam nekaj povem.
o sporu med francoskim slikarom Georgesom Matjejem in ameriškimi abstraktnimi ekspresionisti. Lahko razne metode uporabljate za nanašanje barve, ali pa s to kaj poduzemanjem, zdaj imate malo odtisnil kaj stran, pa to pritisnil nekam drugam, tako naprej. Ampak da se vrnemo Georgesu Matjeju, on je bil zelo razvpit slikar v Franciji tiste čase, v 60-ih letih, še prej 50-60 letih. In je neko francosko različico abstraktnega slikarstva. In je počel take stvari, da je strašno bral o kakšnih dogodkih, o kakšnih bitkah in jih je potem se razpostavil neka platna in je imel performance, kjer je slikal. In je pol enkrat blazno študiral bitke iz 13. stoletja, ker je ugotovil, da bi imel nekega praprednika, ki je bil v teh bitkah udeležen, in pol je to naštudiral vse knjige in je imel pol nek dvodnevni performance, kaj, mislim, da so ga gledali, on slikal te svoje slike, na kar je Barnett Newman, eden, se takole moš obrniti. Na kar je Barnett Newman eden pomembnejših ameriških slikarjev, sploh iz tistega časa, pa kasneje tudi, komentiral to zelo pikro, da bi bilo mogoče bolj, če bi našel kakšnega bližjega prednika, oziroma prednika iz bolj nedavne preteklosti, recimo koga, ki se je v drugi svetovni vojni proti nacizmu boril. Ampak postavljam neko zanimivo vprašanje, kako se človek v nekih časih dramatičnih, težkih, na kakšen način se, ne vem, ali umetnik, ali nek razmišljajoči človek, ali nek aktiven državljan postavlja, kaj počne in tako naprej. Skratka, v raznih stvareh lahko razmišljate, ko slikate, ko polagate barvo na platno. Ni nujno, da boste seveda v prvem šusu sliko končali. Mimogrede, recimo William de Kooning je za svojo znamenito sliko Ženska, ki izgleda za mogoče laike, da je bila narejena v pol ure, jo je slikal 2 leti, samo na tej sliki 2 leti delal. Tako da, če boste vi rabili par ur ali pa par dni, da naslikate na to nič nenavadnega. No in do neke mere sem vi na nekaj kompozicija že približen, da gre v pravo smer. Se lahko odločite in zapišete tole vrni. Napišemo gor številke. In tam bomo dali 5. 11:55, ne? 5 do 12 pa to. Drama in... No in nekaj časa še to lahko počnete in zraven razmišljate o vseh teh stvareh, o cikličnosti časa, o tem, da se stvari vedno znova vračajo, vedno malo drugače, z nekim ponavljajočim se ritmom, neke dramatične stvari, o nekih dramatičnih časih, da se vračajo slikarski stili, da se vračajo družbene razmere, ali pa v končni fazi
se samo zabavate in delate tele, kar bi Bob Ross rekel, happy little paintings. Ki pa, sploh tele, so istočasno tudi zelo uporabne, ker, kot rečeno, 2-krat na dan kažejo popolnoma točen čas. Ob 11:55, točno ob 11:55 si lahko po njih naštimate uro. Tako da to je bilo za danes vse. Zdaj pa upam, da se čim prej vidimo na razstavi v Mestni galeriji. Nasvidenje.